Danes v novicah med drugim obnovili bodo jugozahodni stolp gradu Brežice. Kakšna je kakovost kopalnih voda? Zoran Predin na festivalu Novomeško poletje. Včeraj sta brežiški župan Ivan Molan in ministrica za kulturo Asta Vrečko podpisala pogodbo o sofinanciranju obnove jugozahodnega stolpa gradu Brežice vredno dobrih 772 tisoč evrov. Z izvedbo investicije bo občina Brežice v gradu ustvarila ustrezne pogoje, ki bodo prvič omogočili popolno dostopnost gradu javnosti. Načrtovana obnova je priložnost za večjo fizično in digitalno dostopnost do kulturne dediščine ter širitev turistične ponudbe. Ministrstvo za kulturo je to drugi takšen velik razpis v našem mandatu. S prvim razpisom pravzaprav že končujemo in že odpiramo. Takrat smo podpisovali pogodbe leta 2023, v letošnjem letu pa se stvari že končujejo, na katere smo tudi tukaj v bližini že odprli. To pa je drugi tako velik razpis, torej za 16 milijonov, ki je bil tokrat sicer namenjen zgolj vzhodni kohezijski regiji. Izbranih je bilo 18 občin, 18 projektov, samih izvrstnih, prijavljenih pa jih je bilo skoraj 50. Lokalna skupnost vsako leto skrbi za obnovo gradu. Občina Brežice je od leta 2013 praktično vložila že v takrat 4 milijone evrov, od tega 1 milijon evrov smo dobili že nepovratnih sredstev, uredili smo od fresk, statične sanacije, obrtniški del do dvigala. Sedaj pa nam je še ostal zadnji stolp, kajti ta ima 4 stolpe, jugozahodni stolp, kjer se bo prenovil praktično popolno od strehe do dol in s tem omogočil, da bo grad praktično popolnoma odprt za obiskovalce. Obnove se veselijo tudi v Posavskem muzeju Brežice, ki domuje v tamkajšnjem gradu. Zelo smo veseli, da se zaključuje prenova strehe, ker ta del še ni bil, in pa seveda, da je tudi ta stolp edini, do katerega se da dostopati in se vidi ta lepa konstrukcija 16. stoletja, ko je bil grad grajen, tako da to je recimo en nov delček ponudbe, ki lahko ponudimo našim obiskovalcem. Ta dva prostora, ki sta zraven, pa tudi pomembna za naše raznovrstne programe, se pravi, bo možno za manjše skupine tudi tam izvajati določene pedagoške in andragoške programe, za kar nimamo prostora. Nastali pa bodo tudi novi produkti. Ta dva produkta, ki sta pa vezana na sodelovanje s turističnim sektorjem, pa nam tudi prinašata nekaj novih digitalnih vsebin, kar je tudi pomembno, ker vemo, da pač v bistvu so digitalne vsebine zelo nujne, niso pa ravno cenovno vedno obvladljive, pri projektih pa je zelo fino, če pridobimo še kaj takega. Povezujemo pa to seveda tudi s tem našim srcem gradu, Viteško dvorano, zato so tudi te vsebine vezane na 4 elemente, ki nam dajo vedno zelo veliko navdiha za ustvarjanje. S prenovo bo objekt še atraktivnejši za številne obiskovalce. Brežice ima izjemno bogato kulturno dediščino in pa seveda je močna turistična občina, saj smo 4. po nočitvah in dejansko s tem seveda bomo omogočili najprej kulturno delovanje našim društvom, našim kulturnikom in pa seveda tudi obisk turistom, kajti konec koncem ta razpis je bil tudi takšen, da naj bi bila kulturna dediščina povezana s turizmom in jaz mislim, da je občina Brežice sigurno in pa ta grad eden od bolj obiskanih v Sloveniji. Na razpisu je bilo za projekt odobrenih skoraj 629 tisoč evrov, preostalih slabih 144 tisočakov pa bo občina zagotovila iz lastnih sredstev. Jernejevo je občinski praznik, ki ga v občini Šentjernej vsako leto praznuje avgusta ob godu zavetnika svetega Jerneja. Občina ga obeležuje že skoraj 30 letja, vse od svoje ustanovitve.
Tudi letos pripravljajo pester program, praznovanje pa se bo začelo v petek z 19. Jernejevim kolesarskim maratonom. Letos ga poskušamo še malo okrepiti, nekaj več dogajanja smo zagotovili ob cilju, tako da bomo imeli tudi DJ-ja, pa eno tako malo bolj bogato nagradno žrebanje, tako da smo zagotovili kar 2 kolesi, eno električno, tako da si res želimo obiskovalcev, naj pridejo kolesariti, naj pridejo pogledati naše lepe kraje. V soboto vabijo na Dobrškov pohod, ob Rokovem pa bodo na Tolstem vrhu po maši in blagoslovu vinogradnikov tradicionalno zagnali klopotec. Pozneje bo pred kulturnim hramom v Šentjerneju sledil humanitarni koncert Bendi naše mladosti. V nedeljo bodo velike Jernejeve kasaške dirke s programom za obiskovalce. V začetku tedna pa se po občini razprši še več manjših dogodkov. Osrednje dogajanje je v Šentjerneju, veliko dogodkov pa imamo tudi po ostalih naseljih, po vaseh, ker želimo krepiti tudi sodelovanje med vasmi in med ljudmi, ki živijo zelo blizu, pa se ne poznajo. Obenem pa tudi krepimo sodelovanje z društvi, turistično društvo, prostovoljni gasilci, upokojenci. Novost letošnjega Jernejevega je, da bo slavnostna seja potekala že v četrtek, 21. avgusta, namesto običajne sobote pred povorko, ko je običajno največ dogajanja. Najprej slavnostna seja, potem pa nadaljujemo z koncertom pihalnega orkestra ob 20. uri, letos tokrat torej v znamenju Avsenikove glasbe. V petek 22. avgusta se prepletajo športna, družabna in kulturna dogajanja, zvečer pa bo sledil večer šentjernejskih penin, ki po besedah direktorice občinske uprave postaja vse bolj prepoznaven in zanimiv. Tudi letos bodo na tem dogodku prisotni številni naši vinarji, vinogradniki, ki bodo ponujali degustacije najrazličnejših penin. Zelo smo ponosni, zelo velikih je, zraven bomo ponudili seveda dobro hrano in pa tudi program glasbeni, tokrat s skupino Drugi vagon. Sobota bo pestra s tradicionalnim Jernejevim sejmom na sejemskem prostoru, popoldne pa bo skozi središče Šentjerneja potekala Jernejeva povorka z naslovom 30 let občine Šentjernej skozi čas, na kateri bo sodelovalo najmanj 20 domačih društev. Praznovanje se bo med drugim zaključilo z Jernejevo nedeljo, kjer bodo na voljo burgerji in pivo. Šentjernejčani se radi družimo, spoznavamo nove ljudi, sklepamo nova prijateljstva in tako preidemo potem v jesenski del spet, v katerem nas čaka, pa upam, da vse nas veliko izzivov. V občinski upravi pa sočasno s pripravo praznovanja delajo tudi na več projektih. Župan je izpostavil 4 večje naložbe. Začenjam z gradnjo nove večnamenske športne dvorane, gradnjo novega mostu v Mršeči vasi, potem še gradnjo vodarne, vodohrana in vodovoda v Šmarju in pa seveda postavitev sončnih elektrarn na 3 objektih, torej osnovna šola, vrtec in pa kulturni center. Poleg že izpostavljenih projektov pa občina napoveduje tudi nove naložbe, ki bodo nadaljevale razvoj Šentjerneja v prihodnjih letih, med drugimi tudi večjo obnovo vodovodnega sistema za 7 naselij. Letos imamo dobro leto za pripravo dokumentacije, pridobitev zemljišč in pa pridobitev gradbenega dovoljenja. Upam, da bomo v kombinaciji z ostalimi sosednjimi občinami, gre namreč za skupen projekt, uspešni in da bomo potem v letu 27-28 lahko to naložbo tudi izvedli. Občina nadaljuje z aktivnostmi pri dopolnitvah občinskega prostorskega načrta, v prihodnjih letih pa načrtuje tudi vlaganja v cestno infrastrukturo, urejanja kolesarskih poti in prenova avtobusnih postajališč. V vročih poletnih dneh je osvežitev v naravnih kopališčih na reki Krki in Kolpi prijetna in osvežujoča. Obiskovalcem nudi tudi možnost prehodov, piknikov in uživanja v naravi. Kakovost kopalne vode pa smo preverili pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Zdaj, kakovost kopalne vode v reki Krki se spremlja v Žužemberku na kopališču Loka in v letošnjem letu so bili vsi vzorci skladni, tako da lahko rečemo, da je primerna za kopanje. Na reki Kolpi imajo določenih 11 kopalnih območjih, kjer se redno spremlja kakovost vode.
In lahko rečemo, da so v času izvajanja državnega monitoringa kakovosti kopalne vode v letošnjem letu na teh odzemnih mestih vsi vzorci bili skladni, tako da Kolpa je dejansko v celem svojem toku primerna za kopanje. Z meritvami začnejo že pred začetkom kopalne sezone. Prvo vzorčenje je bilo opravljeno na začetku meseca junija. Nadaljuje se pa v razmaku 14 dni, tako da zadnje vzorčenje je opravljeno ta mesec 4. avgusta in se, rekla, v tem tempu nadaljuje do konca kopalne sezone. Kakovost vode je občutljiva na vremenske dogodke. Po močnem dežju se lahko poveča onesnaženost, po daljši suši pa se pogosteje razrastejo škodljive bakterije in alge, še zlasti v stoječih vodah. Pri monitoringu kopalnih voda se izvajajo tudi terenska opažanja, se preverja, ali so kakšne morebiti vidna onesnaženja. Kar se tiče laboratorijskih preizkušanj, je pa poudarek na mikrobiološki kakovosti. Tukaj se predvijajo prisotnost morebitnih pokazateljev prisotnosti fekalnega onesnaženja. Občasno lahko kopanje odsvetujejo, če so mejne vrednosti presežene, je dodala. Čistoči reke pa lahko vsak pripomore tudi tako, da vanjo ne meče odpadkov. Ključni ukrepi so pri odvajanju odpadnih voda, predvsem komunalnih odpadnih voda, se pravi izgradnja čistilnih naprav, preprečevanja prekomernega onesnaženja iz kmetijskih površin, industrije in podobno. Slovenija je po kakovosti kopalnih voda ena vodilnih držav v Evropi. V letu 2024 so bile vse uradne kopalne vode ocenjene kot dobre ali odlične, brez ene same slabe ocene. Kar se tiče rek Krke in Kolpe, nasploh lahko rečemo, da je v bistvu ta kakovost že, da se ohranja. Namreč večina teh kopalnih območij je uvrščena v kategorijo dobro ali pa celo odlično. Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja, da kopanje priporočajo le na območjih, kjer poteka redno uradno spremljanje. Na nenadzorovanih mestih je kopanje odsvetovano. Te vroče avgustovske dni je zagotovo še dodatno razgrel Zoran Predin, ki je v parku rastoče knjige pri knjižnici Mirana Jarca v Novem mestu v prav posebnem glasbenem večeru zaigral in zapel nekatere svoje največje legendarne uspešnice. Že 6. od 7 koncertov letošnje izvedbe zelo uspešnega festivala Novomeško poletje je zagotovo izpolnil visoka pričakovanja. To mi najbolj odgovarja, ne? Moje pesmi imajo zelo, kako bi rekel, kompleksna besedila, ki jih je treba pozorno poslušati, in to je možno ravno v takem prostoru, kjer vidim vsakega iz publike direktno v oči in on mene. In potem naredimo eno tako povezavo in se napravi dober koncert. V svoji bogati umetniški karieri je objavil 45 avtorskih glasbenih albumov, 3 zbirke poezije, knjigo anekdot Druga žena v haremu, knjigo kratkih zgodb Dno nima dna in romana Mongolske pege in Brezmadežna. Pri tekstu je tako, ne? Tam si sužne melodije, v 3 minutah moraš dosti tega povedati, na izbiro imaš pa ali pa na voljo imaš pa 40 besed. V romanu imaš na voljo vse besede tega sveta. In seveda so stvari, ki se jih ne da zapeti v 3 minutah, v romanu se jih pa da opisati na 30 straneh, recimo. Tudi meseci pred njim bodo sila razgibani in ustvarjalni. Zdaj jeseni izide moj 3. roman Cirkus Astralis v slovenskem jeziku. Na hrvaškem je že izšel, v splet okoliščin je to naredil, zdaj se prevaja v angleščino. Z beograjsko skupino Analogna rasa smo posneli novi album, ki ga bomo spomladi pa po zimi že začeli predstavljati tudi v Sloveniji. Festival Novomeško poletje je vedno bolj priljubljen med številnimi domačini in širše. Eno odgovornost občutam, nič ne gre iz danes na jutr, tako da se trudimo res, da vsako leto pripeljemo res zanimive glasbenike iz Slovenije in iz druge, in mislim, da nam je tudi letos ta kombinacija dobro uspela. Tudi otvoritev za Miro Medunjanin je bila razprodana. Tako da res vsake čas Novomeščanom, da pridejo in nas podpirajo in pridejo tudi na dogodke od glasbenikov, ki jih tudi ne poznajo.
Park Rastoče knjige je zelo hitro postal eno priljubljenih prizorišč festivala. Zelo je primeren iz večjih razlogov, zato ker smo v senci, ni tako vroče, zdaj je, kot vidite, precej vroče, ampak ni tako, kot če bi bili recimo na živem soncu. Poleg tega je pa fino na nek način, da tukaj nimamo gostilne zraven, ker potem se velikokrat zgodi, da grejo kakšni obiskovalci rajši drugam, tukaj se pa usedejo in resnično prisluhnejo koncertu, se poistovetijo. Finale festivala, ki bo 29. avgusta na Muzejskih vrtovih v izvedbi edinstvenega dua Hamo in Rudi Bučar, je že razprodan. Iz zakladnice našega arhiva o 35-letnici televizije Vaš kanal. 6 let je minilo, odkar so namenu predali prvo fazo črnomaljske obvoznice, ki je mesto razbremenila tovornega prometa do Livarja in Sekopa. Sredi lanskega leta pa so začeli graditi 1800 metrov dolgo drugo fazo obvoznice, ki bo dokončno razbremenila mestno jedro in omogočila hitrejšo pot proti mejnemu prehodu Vinica. Največji zalogaj na obvozni cesti od krožišča pri Sekopu do cestne povezave Črnomelj-Vinica pri nekdanjem Belsadu je bil 80 metrov dolg most čez reko Dobličico, ki so ga zabetonirali konec minulega meseca in vanj vgradili skoraj 1000 kubičnih metrov betona. Zahtevna pa je bila tudi gradnja priključne ceste na Čardaku. Je še nekaj sicer manjših lastniških problemov, ki jih je potrebno rešiti strani direkcije in pa lastniki zemljišč. Vendar županja verjame, da bo gradnja obvoznice in priključnih cest končana do konca letošnjega leta. Kar pa že skrbi stanovalce v blokovskem naselju na Čardaku, kjer primanjkuje parkirišč. Ko bo stekel promet, pa ne bo več možno parkirati na pred leti zgrajenem prvem delu priključne ceste. Tukaj namreč parkirajo stanovalci bližnjega bloka na Kajuhovi, kjer je 52 stanovanj, a stanovalci imajo na voljo manj kot 30 parkirnih mest. Županja vidi rešitev v čim prejšnji ureditvi lastništva oziroma določitvi funkcionalnega lastništva ob blokih. In potem bo na lastnikih teh zemljišč, bom rekla na stanovalcih, lastnikih stanovanj in tudi funkcionalnih zemljišč, možno, da bodo si uredili, zgradili parkirišča. Možno bo tudi graditi garaže, vendar bo vse prepuščeno stanovalcem oziroma lastnikom stanovanj. Zavedajoč se problema parkiranja bo tudi nekaj več parkirnih mest še zgrajenih oziroma dograjenih pri zdajšnjem oziroma igrišču, ki je v izgradnji na Čardaku. Na občini pa se tudi zavedajo, da je ob pred leti zgrajeni priključni cesti nujno postaviti javno razsvetljavo. Zato so se že odločili, da v okviru proračunske postavke, ki imamo za te namene, bomo položili kabel za javno razsvetljavo tudi na tem delu, pač s ciljem, da ko bo ta obvoznica narejena, da je tudi celovito obnovljeno. Tega v projektu direkcije ni bilo, zato je občina bo šla z lastnim deležem, kar se tiče javne razsvetljave v tem delu.